Wow. Ko bo pa Evropski zeleni dogovor uresničen, bodo pa taki dimniki samo še plezalne stene. Edino zakaj gre v okviru financiranja zelenega prehoda toliko enega denarja regijam, ki najbolj onesnažujejo? Bolj si umazan, več dobiš. Ne štekam. Že vem, profesorica dr. Lučka Kajfež-Bogataj bo gotovo vedela. Konec koncev ima zelen pas iz okoljevarstva. Profesorica Jože Devbatera. Pozdravljen, Jože. Kaj bo dobrega danes? Vas kaj muči? Razmišljam o Evropskem zelenem dogovoru. Aha, to pa je tema. Veste, kaj me muči? Do leta 2050 želimo postati ogljično nevtralni. Ne razumem pa, zakaj bodo pri tem že tako umazane regije dobile še dodaten denar skozi sklad za pravični prehod. To je tako, kot da bi nagrajevali poredne. No, če gledamo, zakaj ta prehod potrebujemo, malo zaradi podnebnih sprememb, malo zaradi razvoja, vse to se ni začelo včeraj. Vse stvari segajo kar precej nazaj v zgodovino in takrat recimo, če rečeva Poljska, ki je zelo odvisna od premoga, takrat se ni ljudem sanjalo, da kurjenje premoga povzroča recimo podnebne spremembe ali pa škodo v okolju. Tako da ta primerjava s porednimi ni najboljša, bolj bi rekla za nevednimi tisti trenutek. Nismo vsi v isti koži. Aha, razumem. Namen dodatnih vlaganj je torej, da njim in njihovim prebivalcem ponudimo bolj zeleno prihodnost, da ne bi postali poraženci zelenega prehoda. Kaj konkretno pa ta načrt pomeni za Slovenijo? No, seveda, najprej je, na prvem mestu je tukaj razogljičenje. To se pravi, mi moramo veliko tega denarja vložiti, da prenehamo rabiti fosilna goriva. To se pravi, prva logična izbira so termoelektrarne, ki se morajo zapreti. Seveda, če se zaprejo termoelektrarne, je treba zapreti tudi rudnike. Tukaj imamo potem kar eno lepo število brezposelnih ljudi, ki jih je treba prešolati oziroma jim tudi zagotoviti eksistenco. Saj niso rudarji krivi, da se nam dogajajo recimo podnebne spremembe. Ampak razogljičenje ima še druge dimenzije. Nenazadnje, recimo v Sloveniji ogromno emisij prispeva naš promet. Seveda promet je deloma osebni, deloma je pa tudi del gospodarskih dejavnosti. Mi imamo ogromno avtoprevoznikov, ki dejansko na ta način ne bojo mogli preživeti, ko opuščamo dizel in tako naprej. Tako da njim je treba pomagati. Seveda, po drugi strani je ta denar treba vlagati tudi v javni promet, ker nenazadnje vsi, tudi z osebnimi avtomobili prispevamo k razogljičenju. Zdaj imamo pa še drugo onesnaževanje, ki bi ga zeleni prehod tudi rad prekinil. Mi onesnažujemo vode, preko industrije, onesnažujemo zrak, tudi z drugimi plini, ne samo s toplogrednimi. Tako da čistilne naprave, boljši izkoristek energije. Ni da ni, skratka, ta vlaganja morajo biti premišljena, tako da rešimo več okoljskih problemov hkrati. Vas lahko prosim za kakšen konkreten primer, naprimer, v katere panoge bi lahko vlagali v Šaleški dolini? Tiste regije, ki so danes izrazito odvisne recimo od premoga, tukaj gre seveda po eni pri nas recimo celotna Šaleška dolina, seveda še vedno lahko mogoče spremenimo termoelektrarno v kakšno sežigalnico moderno, tako da tukaj ni nujno, da proizvajamo elektriko iz fosilnih goriv, lahko mogoče na kakšen drug način. Seveda so pa tudi druge gospodarske možnosti. V Sloveniji imamo veliko možnih preusmeritev v kmetijsko dejavnost, v gozdarsko dejavnost, recimo v obnovljive vire energije, kjer bi z malenkostnimi prešolani seveda lahko tudi vse te ljudi zaposlili in jim dati pravzaprav neko novo prihodnost. Kdo pa odloča o tem in ali imamo v Sloveniji sploh dovolj znanja in poguma za tako korenite spremembe? Tukaj pa imamo problem. Slovenija je majhna, imamo razmeroma malo kadrov usposobljenih za te dejavnosti, o katerih govoriva, za to široko gledanje na prehod, interdisciplinarno gledanje. Žal tudi nimamo nekih inštitucij, ki bi se dejansko s tem ukvarjale. Tako da zdaj vse ostaja na plečih vlade, parlamenta, kjer pa vemo, da stroka ni doma in gre bolj za politične odločitve, tukaj pa jaz vidim zelo velik strokovni del. In tukaj nam dejansko manjka kadrov, organiziranosti, zato bo težko. Tako da moramo nekako bika zgrabiti za roge in se vprašati, ali lahko z obstoječimi ministrstvi, strukturo, sploh ta denar porabimo pametno. Jaz mislim, da bi v ta razmislek šli, potem pa, ko bi bila stroka
osredotočena, potem pa jaz se ne bojim za Slovenijo, da tega ne bi zmogla. Zakaj pa potrebujemo skupni, torej evropski pristop? Zakaj ni dovolj gledati samo skozi prizmo Slovenije? Seveda skupni pristop je nujen. Ne? Svet je globalen, pa tudi že Evropa je globalna. Mi smo zelo povezani z partnerji v tujini in ukrepi, ki jih bodo države morale sprejeti, bodo nekateri tudi nepopularni. Recimo, če omenjamo klasičen tip neke zelene davčne reforme, ne? To pomeni, da dejansko bomo morali fosilne energije in pa nezelene prakse obdavčiti. Ne? Seveda, če to naredi samo ena država, potem bojo iskali partnerje v tujini, pa se skušali obveznostim izogniti. Ne? To je zelo človeško, žal pa potem to sesuje, bi rekla, cel zeleni načrt. Tako da nujna so partnerstva, pa partnerstva tudi v znanju. Ne? Slovenija je majhna, Evropa je velika in če povežemo znanje med sabo, dobre prakse, dejansko skupaj zmoremo več, kot pa ena sama država. Tole je lep zaključek najnega pogovora. Profesorica, hvala za vsa pojasnila. Zeleni dogovor mi je zdaj veliko bolj jasen, pa tudi zakaj moramo investirati v tista področja, kjer smo trenutno odvisni od fosilnih goriv. No, hvala za te teme, ne? Čim več ljudi mora to dojeti in potem smo na pravi poti. Se slišva. Adijo. Adijo.